Sicer vem, da je verjetno prvo vprašanje bi bilo, zakaj bi do leta 2014 odprl podjetje v Sloveniji, ampak bom malo drugače obrnil vprašanje. Zakaj ste se odločili, da napadete Slovenijo neposredno s to investicijo, torej da odprete tukaj pisarno in da zaposlujete Slovence? No, najprej hvala za predstavitev. O višini investicije ne bi bih pretiraval. Je pa tako, čisto enostaven odgovor, zato ker je to poslovni model Rocket Internet. V vsaki državi, kjer odpiramo produkt, oziroma v kateri se odvija investicija, se postavi lokalna pisarna, zaposli lokalni talent, tukaj se izvaja večina vseh, oziroma praktično vsi procesi. Je pa ena lepa stvar, ki je mogoče naša prednost pred ostalimi čistimi startupi, ki so več ali manj on their own. Imamo zelo močne podporne funkcije v obliki recimo IT-a v Portu, legal pa accounting v Berlinu in tako naprej. Tako da v bistvu Rocket ima že razvite določene procese od trženja marketinga in tako naprej, ki jih lahko ali pa ne uporabimo in pa nude podporo v obliki IT-a, izvedbe marketinga, seveda po naših navodilih in tako naprej. Ustaljeni procesi, ki delujejo dokazano v različnih državah in potem se to dogodijo na posameznem trgu. Tako je bila isto recimo naša zgodba. Mene so našli dejansko preko različnih vez in socialnih omrežij. Skupaj smo naredili neko detaljno analizo trga. Po tej analizi smo se enostavno odločili, tukaj štartamo točno ta produkt, ki je prilagojen našemu tržišču. Kot mogoče kdo ve ali pa ne, je v bistvu Rocket je v Aziji bolj C2C model, seveda tudi z B2C-om, tukaj pa štartamo čist na B2C, čist samo zaradi tega, ker enostavno kvaliteta je naše vodilo, tako da moramo imeti velik, širok nabor izdelkov po dostopnih cenah in to je v bistvu ni nobene filozofije, zakaj, čisto enostavno, ker je to Rocket poslovni model. Ampak, kjer poslovne operacije pa se torej izvajajo v Sloveniji in kater del, nekaj si omenil marketing pravno, da pač dobite pomoč od zunaj? Tako, vse funkcije se upravljajo v Sloveniji, zaradi tega je tudi ekipa tako široka in tudi pač pričakujemo, da bo kratko tudi rasla. Tako da na tem mestu pozivam, da če ima kdo kakšne znance in tako naprej, da jih obrnejo na nas, kakšni CV, vedno sprejemamo mlade top talente. Tako da v bistvu se odvijajo vsi procesi, ti so bolj podporne funkcije. Se pravi, mi postavimo recimo marketinški načrt za naslednje četrtletje. Oni potem nam pomagajo te zadeve, sama izvedba je na nas, oni nam pomagajo z raznimi nasveti, da dejansko mi tukaj nimamo še neke zelo močne analitike samo v Sloveniji. Recimo analitika je eno področje, ki nam tam zelo pomaga, se pravi, da vse, kar se tiče vsako vprašanje, lahko odgovorijo. In pa IT. Se pravi, ko je prišel k temu v Slovenijo, je bilo potrebno kar nekaj sprememb samega modela, se pravi na spletni strani, da se približa oziroma da se naredi res neko tržišče, ki je veliko povezano oziroma ki je dostopno zahtevnejšim uporabnikom, tako da po tisti 32-stranskem PDF-ju, ki smo ga poslali gor v prvem tednu, se je IT zelo močno angažirala tudi prvnic in marsikaj je že rešeno, marsikaj pa bo v najkrajšem času. Izpostavil bi IT pa legal and accounting tukaj, no. To so najboljše že funkcije, recimo, kot analitika. Sicer nisi želel izdati višine investicije, ampak zagotovo imajo lastniki določena pričakovanja, v kolikem času se mora investicija povrniti. Bi mogoče lahko to zaupal, torej, koliko časa boste tukaj, preden morate začeti delati denar? Tukaj smo in tukaj bomo ostali, tako da ni nekega strahu, da bomo čez noč poniknega pozabili. Višina investicije dejansko ni to enkratna investicija, recimo v nekem novem medjabilnem znesku, ampak gre se za mesečno investicijo, se pravi podporo operacijam. Dobro, lahko rečem recimo, da se je proračun od začetka do zdaj povečal že za 100%, tako da tukaj ni
rekel, da denar ni problem, to je ni bila ravno pomembna izjava, tudi ni to bajna investicija, kot sem že rekel, investicija je takšna vsak mesec, da se podpira celo vse operacije, plus nekaj, da ostane za naše prihodne razvojne načrte. Tukaj smo, da ostanemo. Imamo seveda zelo intenzivne procese, oziroma imamo kar, naši cilji so zelo zastavljeni na ta način, da moramo biti recimo v roku leta in pol do 2 na prvem mestu, 2 leti sta že tako zelo dobro govorili. Glede na to, da imamo dejansko model, ki ga v Sloveniji še ni, da ponujemo, mi dejansko lahko z vsemi direktnimi in indirektnimi konkurenti sodelujemo na ta način, da oni tudi pri nas oglašujejo. Tudi, pravim, lahko so naši največji konkurenti ali pa naši najboljši partnerji. Se pravi, ne vidim razloga, zakaj ne bi s tako dobro ekipo, s takim sistemom, zakaj ne bi dejansko tega dosegali. Profitabilnost oziroma zdaj bi se investicija povrnila na, seveda so neke zahteve, ampak recimo, da bom to pustili za enkrat drugič. Ni pa zdaj tukaj nekaj, res ni nekega strahu, da bi smo zelo pozitivno zmereni in vemo, da bomo dosegali to, kar želimo. To je to. Hvala. Damjan. Prodajati software je danes kar težka naloga, glede na to, da je tudi konkurenci, kot sem že prej omenil, se zgledujete, recimo po Dropboxu, torej. Trg je zelo nasičen in zelo zahteven. In vi ste izbrali model, da iščete prek partnerjev, prijete do končnih uporabnikov. A ste na začetku štartali ta model, ali ste prvo želeli razviti iti pod svojo blagovno znamko na trg? Ja, lep pozdrav z moje strani. Mi smo imeli na začetku 16 poslovnih modelov. Po 2 minutah premislega ugotoviš, da vsaj 10 od teh ni plausible že okay. Ostali smo, kot večina software firm, na B2C modelu. Pa seveda, mislim, da je bilo tisti dan, ko smo pisali poslovno načrt v B2C modelu, je Dropbox dobil 200 milijonov investicije za to, kaj je Dropbox. Tako da smo pa rekli, ok, mogoče ta naš backup model, ki smo ga imeli B2B, dajmo probati reči tega. Tako da ja, pač mi smo prišli na trg, rekel, z rešitvijo podobno Dropboxu. Ni res Dropbox, mi v resnici povežemo vse te Dropboxe, OneDrive, Google Drive. Tudi pač naše storitve imajo drugačne kot Dropboxova v enih pogledih. Tako da vedeli smo, da ne moramo jih konkurirati neposredno. Pač na tem trgu so bili Google, Dropbox, Microsoft, Vara, Storage, Box. Ni da ni. In zaradi tega smo se odločili, da so pač določeni subjekti na trgu, kjer jim pa mogoče to lahko ponudimo. In oni so v precej boljšem položaju za konkuriranje. Pač oni so kot prvo podjetja, ki se lahko primerjajo z Dropboxom in po velikosti in po cashflow. In pa so v bistvu prej Dropboxom, ko greste na internet. Zaradi tega smo pač izkoristili naše znanje in poznavanje mobilnih operaterjev, da smo pristopili do njih in smo njim predstavili poslovno model v smislu vaša blagovna znamka, vi ste tisti, ki ponujate končnim uporabnikom, mi vam pa zagotovimo storitev, podporo, software, v bistvu vse. Tako da prek tega smo prišli do tega modela, kjer smo zdaj. Je pa res, da nismo nikoli opustili, to je ta večen problem računalničarjev, nikoli nismo opustili naše blagovne znamke. Da naša blagovna znamka tako raste sama od sebe, brez da bi kaj veliko delali za njo. In moram reči, da presenetljivo raste, glede na vsa konkurenca na trgu. Prej sem imel, da imate že več 10.000 uporabnikov lastne blagovne znamke. Ja, res je, tako kot sem rekel, mi smo postavili pač pod našo blagovno znamko iz 2 razlogov. Eden je to, da pač mi smo to naredili zato, ker smo hoteli to uporabljati. Zaradi tega smo postavili svoj sistem. Drugo pa zato, ker smo šli do Telekomov, je eno je, da ti tam prideš z pač letakom, z nekim PDF-jem. Drugo je pa, da rečeš, pejte na to spletno stran, naredite si račun, predstavljaj si to isto v svojih barvah, s svojim logotom, v svojem jeziku in to je to. To dobite. In pač tako
ta naš sistem živel od tega. Imeli smo vedno pač te prijave odprte, zato da si prisoten in moram reči, da so se ljudi prijavili. Torej, napadli ste, recimo, te ustaljene posle, telekome, mobilne operaterje. Kako je prije do njih? Kako je, ko pride mlad start-up podjetnik, ko mu nekako ta kultura korporacij niti ni tako blizu? Kako je prodati njih? Kot prvo ne smeš biti start-up podjetnik, takrat v tistem trenutku. Mislim, lahko si start-up, ko prideš se pogovarjati s tehniki, tam je zelo redo, da razloži, da si start-up, ko prideš enkrat do nabavne službe, tam imejte vsaj 100 zaposlenih. Drugače pa, ja, mi smo da včeraj me nekdo sprašal, kako ste vi prišli do teh držav, kjer ste. Mi smo, ne vem, Romunija, Srbija, Hrvaška, Slovenija, zdaj gremo tja nekam proti Latinski Ameriki pa na Bližnji vzhod in potem sem se rekel, da je čisto prosto. Mi smo pogledali, kje je prisoten Dropbox. Pač ugotovili smo, Dropbox, mislim, da 70% prihodkov ustvari v Ameriki, dobrih 20% v Angliji in pač 10% drugih po svetu. Prav, kam gremo mi drugam po svetu. In potem ugotoviš, da pač Slovenija je tako v taki v redu poziciji. Naše plače niso tako visoke, da ne bi mogli biti na pač, recimo temu, razvijajoče se države, ne? Pač tam smo še cenovno, pridemo zraven nekako, se moramo morati potruditi, pač Romunija, ki je naš največji trg, tam je povprečna plača, mislim, 400 evrov, ne? Pač treba se potruditi, da prideš cenovno tja, ampak prideš lažje kot ameriška firma, ne? To je pa fair. In drugo je, da tudi lažje se mogoče pogovarjaš z njim, ne? Mi smo po enem mesecu nam je ta naš romunski partner rekel, pa se vi že skoraj znate romunski, smo že zastopili, ker so oni neki zafrknili v prevodih, pa smo rekli, to verjetno niste hoteli povedati, ker to je narobe. Ker ta gumb ne pomeni to. Pa smo rekli, kako pa to veste, pa zato, ker to isto ste napisali na drugem gumbu, pa v glavnem, tako da pač tudi ta, bom rekel, vseeno ta naš poznavanje jezikov, je pa tako, da mi smo uporabili skoraj vse trike, ki smo jih znali. Da smo prišli do Telekomov, mi smo prišli do sestankov tako, da nam jih je rihtal IBM, da nam jih je rihtal Hitachi, da nam jih je urejal naš zunanje veleposlaništvo. Tako da, se pravim, pomaga, če poznaš ljudi, preden začneš delati startup. Torej, zelo verila-like. No, pridružil se nama tudi zdaj Jevševa iz Čipola, upam, da je na cestah zdaj vse v redu. Čipolo verjetno vsi poznate, mislim, da ste še vedno zbrali največ od vseh slovenskih? Ne, Flyclive. Flyclive je zbral več. No, ampak vaš obesek, vaš glavni produkt, dobro, Kickstarter kampanja je bilo velik boost za prodajo, ampak vi ste potem nadaljevali prodajo preko spleta, torej e-commerce. Danes ste pa že partneri s Simobilom in kakor sem tudi razumel, ste malo spremenili ta prodajni model, da zdaj nabavate trge preko partnerjev. A lahko malo celotno zgodbo od začetka, torej, kje se je zataknilo pri direktni prodaji preko spleta in kako ste potem počasi spivotirali na partnerstvo? Živel sem skupaj najprej vročilo za zamudo. Jaz nisem zlobljan, tako da. Ja, kako se je začelo? V bistvu čisto vsi startupi, kakor mislim, uspejo ali pa ne uspejo na Kickstarter, predvsem če imaš uspešno kampanjo, je logično, da, ker ne moreš še šipati, da narediš online store in potem tam naprej pač pobiraš te preorderje in potem enkrat se to spremeni v orderje, ko imaš inventorij in tako naprej. Tako da mi smo šli to klasično pot, odprli smo online store, prodaja se je večala iz meseca v mesec, sicer še vedno raste online store, ampak najbrž ste slišali, če ste slišali za Čipolo, tudi za, ali pa videli prek Google Adsov, tudi za Tile, to je zelo naš močen konkurent v Ameriki. In zakaj smo mogli mi ta shift relativno hitro narediti iz onlinea v čim prej v distribucijske kanale in potem v retail, predvsem zaradi Tila, ker oni spendajo to casha pač za online ads, da mi enostavno ne pridemo sploh zraven, razen z remarketing. Tako da enostavno je bilo, da z njimi v vojno prek online adsov trenutno ne bojo zlaufali. In ja, v bistvu smo potem s prvim partnerjem podpisali z italijanskim
distributerjem v Italiji, ki so zelo močni, no? Predvsem z aksesorije, kamor spada tudi kar naenkrat zdaj naš Chipolo, čeprav še ne vejo točno kam bi ga dali. Tako da potem smo pa začeli pod C-mobilom. Predvsem smo pa iskali ne samo distributerja, to je zelo, morate biti pazljivi tisti, ki imate produkte, no, pa želite širiti to mrežo, je, da ne iščete distributerja, ki je klasični distributer, ki sam predlaga škatle iz enega warehousea, skladišča v drugega. Ker tako vam ne bo veliko pomagal pri samem brandingu, pri samem produktu na trgu, ampak bo enostavno si vzel tisti svoj procent in dobesedno zlagal škatle iz enega skladišča v drugega. Tako da, če imaš dober oziroma pač vroč produkt na trgu, imaš kar dobre pogajalske možnosti, ne samo pri odstotkih pri pogajanjih, ampak predvsem pri iskanju proaktivnih distributerjev oziroma vse velike distribucijske hiše imajo tudi v bistvu svoj marketing, kar je zelo pomembno. Predvsem imajo pa dosti vest, če imajo kakšen brand ozadje. No? Mi ful gledamo, ko jih iščemo, da imajo vsaj en produkt, ki je relativno uspešen na tistem teritoriju, kjer ga pokrivajo, zato, ker pol očitno znajo nekaj delati na tem. No? Tako da zdaj smo, kaj smo zdaj? V bistvu pripravljamo se za holiday season, no? Tudi tukaj je naša napaka bila, da sploh Amerika, kakor veste, pa tudi Anglija, pri njih v bistvu so vse trgovine neuradno polne za retail store zadnjega julija. Se pravi, vse v avgustu in tako naprej se lahko meniš za njihov Valentine's Day pa tako naprej. Mi tukaj zdaj pač dobesedno gverilsko rinemo, da bomo na policih in zaenkrat nam kar dobro uspeva, no. Zato, tako da štartamo v bistvu skoraj vse posod teh velikih trgih, tam 15-20. november na policih, v bistvu čakamo še novo škatlico, no, da se to pošipa. Tako da tukaj nek smo, v katerih državih vseh smo, to je ful. Amerika cela, Kanada, po Evropi smo Švica, Francija, Italija, Slovenija, Srbija, Belgija, zdaj glih zapiramo še en deal z Nemčijo, no in pa Anglijo, tako da tukaj nek smo. Tako da za nas je bil izhod v cilju v bistvu v narekovajih retail store, ker smo želeli še celo to leto pač furati online store, vsega še vedno ima rast, ampak ne več, koliko je bilo časkrat 2 vsak mesec, ima zdaj pač tam okrog 12-15% rasti ima na mesec, kar je super, ampak nam že zdaj, no, glih prejšnji mesec sem gledal, mislim, da je že 40% je zaenkrat, če prihodkov ustvarimo iz retaila, 10 je promotional gift, ostalo je pa se pravi online. Drugo leto se zna pa kar dosti obrniti v prid retaila. Hvala. Sedaj pa isto vprašanje za vse tri. Sicer, kaj je bil največji problem, s katerim ste se soočili, ko ste šli na tuji trg? Največji problem. Po nas je največji problem pride do prave osebne sestane. Sploh v tujini, kjer poznaš še manj ljudi, pa se moraš zelo zanesti tega, ki ga poznaš, da ti bo priporočil, mislim, da te bo pripeljal do prave osebe. Je pa nas bil en drug problem, ker ni bilo tako veze s tem, da iti na trg, ampak mislim, da imel izkušnjo v Nemčiji, kjer smo hoteli odpreti račun na banki, pa so nam rekli, da mi smo pa z rizične države, pa ne bojo odprli. V bistvu naš največji problem zaenkrat je bil ta famozni Y, registracija podjetja, zaradi tega, ker je dejansko ni direktna investicija iz podjetja v roke interneta, ampak seveda preko njenih investicijskih družb. Tako da potem objasniti na Dursu, zakaj ni managing direktor
direktna fizična oseba v tej podjetju, ki investira v naš cel proces, se kdorkoli bil že v takej poziciji najbolj pozna birokracijo slovensko. Tega problema recimo s tujino, hvala Bogu nimamo, ker enkrat tudi naš rocket internet je to kar močen leverage. Največja težava v bistvu v samem štartu je bil čas, ker se je Rockrunners zelo hitro odvil celoten postopek od tega, ko smo rekli, ok, gremo. Je bilo tako, ok, gremo jutri. Ne, gremo čez en mesec vsaj. Ne, jutri, ok, pol jutri. In potem bo seveda tisti 14-urni delov, ki je en mesec, da se vse skupaj postavili na noge. Velika količina kofeina in raznih Red-Bullov. Tako da največja država je bil čas in pa birokracija. To je zaenkrat to, če tako ostalo govorim. Kaj povem, to je zanimivo vprašanje. Definitivno zelo veliko izzivov, takšnih drugačnih birokracijo in tako naprej, ampak predvsem mogoče ne to problem kot izkušnje so, mislim kot izziv so pomanjkanje nekaterih izkušenj. Sploh delo, mislim ne toliko delo s tujci, no, ampak res poznavanje. Tako, jaz zdaj vidim, zakaj tudi startupi recimo čez lužo v Ameriki imajo določene segmente pokrite, kot recimo v Sloveniji, tako sploh ne razmišljamo v začetku startup. Ne vem, če hardware delaš, ok, imaš inženirje, imaš softveraše, en bo furil tam malo online sales in to je to. Tako, zelo pomembne no, so te segmente. Recimo, jaz lahko rečem za nas, da imamo zelo dobre dizajnerje, pa vse en dizajn škatlice, prodajne škatlice delati. Smo mogli pomoč iskati v Ameriki. No. In sred smo dobili Jason Young, to je en internship je delal v Nestu, se pravi Nest Company, vsi poznate. Ko ti povejo tako take stvari, ko sploh ne bi razmišljal prej. No. Nekje dizajn, nekje potem filozofija vzadaj. Tako da najbrž to, no. Predvsem, ko hitro lahko narediš neko napako, ki se poznaš šele dosti kasneje, pa misliš, da si vse prav naredil. No. Tako da to po mojem, birokracija pa hitro, kaj to se pa strinjam. To je pa glavni problem Slovenije, te dejstva. Vseh po mojem. Odlično. No, pred vami zdaj nas posluša okoli 50 bodočih samoautomatizov loginov in vsi razmišljajo, kako bodo osvojili svet. Kaj bi jim rekli, na kaj ne bodo najbolj pozorni, ko razmišljajo, kater način, torej prek partnerjev, prek direktne investicije oziroma prek e-commerce-a, ne bodo pozorni? Jaz bi rekel, da pomembno je, da poznaš kaj lahko narediš, komu lahko prodajaš. Ko enkrat narediš raziskavo trga, vidiš, kdo je konkurenca, kdo je potencialen partner. Včasih je nekdo, ki zgleda konkurenca, lahko resnici potencialen partner, če ga znaš prepričati. Tako da, meni se zdi, da je pač predvsem to, no. Pač dobro poznavanje tega, kar hočeš prodajati in trga, kjer ga hočeš prodajati. Je mislim, da najbolj pomembno, da se prav odločiš. Je pa tako, da včasih je pa najbolj neumna ideja. Na koncu tista, ki je noben ne upa probati, tako tista ta prava. Jaz bi rekel, da poleg vseh market scannerov, analiz in tako dalje, da verjameš toliko svoj produkt, da imaš, če nisi sam tak človek, da imaš nekoga, ki verjame glih toliko, da je izredno entuziastičen in da je dober prodajnik, ker konec koncev, da imaš neko objektivno naivnost glede svojega produkta, tudi če ni najboljši v tistem momentu, da ga znaš to predstaviti. Malo ta fake it till you make it, ker če boš ti res verjel v svoj produkt, če boš navdušen nad njem in če boš prišel tudi preko IBM, recimo do Telekomov, če ne bi znal predstaviti svojega produkta oziroma če ne bi toliko navdušeni nad njim, pač navdušenje je nerazljivo, tako da verjamem, da če znaš pravilno predstaviti, če znaš pravilno prodati, mogoče od kakšnih senior seed memberjev bi se to lahko na kakšnem tečaju naučili, kako res dobro prodati produkt. Se pravi, da ne filozofiram, da res verjameš v produkt, da si navdušen nad njim, da ga znaš na ta način predstaviti na sestanku tvojemu pač partnerju, oziroma bodočemu partnerju, na soprotniku.
Ja, se strinjam z vsem tem povedano. Predvsem je pa pomembno, kak produkt imaš oziroma storitev, da veš potem, kjer jo najlažje prodajati. Nekatere stvari se pač online težko prodajajo in obratno pač, ne vem, nekatere stvari pač niso pripravljene za trgovino, tako da to najbolj odvisno pa res navdušenje res narazljivo, ja, to je zelo pomembno, da predvsem tim, ki verjame s tabo, s tistim, ki pač prodajajo okoli, da se vidi ta navdušenje. Pa sem že nekaj dodam, zdaj sem me spomnil s tem navdušenjem. Meni je rekel en moj sodelavec, kolega, smo začeli, pa nekaj ni delal, pa je rekel, daj, produkt, ki dela, zna vsak prodati, dober prodajnik zna prodati tudi to, kar ne. Zdaj smo se pogovarjali predvsem o vaših podjetjih, zdaj imam vprašanje za vas oseb, vsi 30 podjetij. Kaj je bila vaša največja osebna bitka, ko ste šli na tuje trge? Kaj je bil stereotip največji, ki ste ga imeli, ki ste ga morali premagati v samem sebi? Jaz sem gledal preveč Discovery Channela, pa zdaj, ko grem na avion, imam v glavi 120 scenarijev, ko se gre lahko narobe. Kljub temu, da sem bil milijonkrat na avionu in to še zdaj vsakič največja težava. Pač to osebnostna bitka oziroma kako prerazporediti v začetku, kako skleniti celo zadevo, ko še ni bilo ekipe, ko pač je bila one man band, kako optimizirati celo zadevo, da bo res, da bodo vsi cilji doseženi, da bo ta, kar ne bi kasi, da bo dejansko uspel postati to, kar zahtevajo takoj, oziroma kar tudi zahtevamo mi sami od sebe. Po drugi strani mogoče bi izpostavil, da tudi neko zelo pozitivno izkušnjo, da ni bilo nekih stereotipov, ker prej bila omenjene države v razvoju oziroma neke nerazvite države. Imamo zelo veliko posluha iz vseh strani, se pravi, po celem razmerju je to zaradi investitorja ali je to zaradi tega, ker dejansko vidijo, v katero smer pelje celotna zadeva. Mogoče res to, ja, če nadaljujem. Mogoče sem jaz malo premalo zaveden Slovenc, ko naj rečem. Predvsem v Ameriki sem potem že kar imun postal na to, da sem Slovak in vse ostalo. Kar šteje, zato ker mi v Evropi imamo ful prednost to, sploh kjerkoli smo in prodajno, da pač govorimo, da je produkt narejen v Sloveniji, torej v Evropski uniji, nam to pusta in prodajo in pač samo promocijo. V Ameriki je pač to bilo isto, kot če bi rekel pač na Kitajskem, oziroma celo malo slabje, zato ker za Kitajce saj vejo, da znajo dober iPhone narediti, in dober izdelek, za nas pa tudi to ne vejo. In vem, da distributerji, recimo ameriški, smo bili že čist pred koncem, podpisa pogodbe in vse, so nas na 3 dni prej še kontaktirali, da pridejo pogledati našo proizvodno, tako. Ne investitorji, ampak distributerji. Ampak pol, ko pridejo sem, so navdušeni, no? Mislim, tako, mogoče to moj največ problem, da sem malo premalo zaveden in da bi jim težil pač predstavil v dobri luči samo državo, ampak takrat se betla sam s sabo z drugimi težavami, mislim pa rešitvami v tvojem produktu, ko prodajaš, tako da to, ja. Če lahko samo dodam konec koncev, besede so zelo prazne, ampak če z dobrim izdelkom, z dobrim produktom, pa s tem navdušenjem ves čas komuniciraš, če rezultati pokažejo to, kar pokažejo, potem bodo vsi tudi navdušeni tudi nad Slovenijo in nad vsemi ostalimi državami, ki so po vseh statistikah še manj razvite, pa to ni bilo nič nazivko. No, da ne bomo govorili samo slabe stvari v Sloveniji. Včeraj je revija Manager objavila seznam 100 najbogatejših Slovencev. Od vas želim datum, kdaj boste vi trije na tem seznamu? To je zdaj provokacija, ker sem jaz zjutraj, ker sem prišel rekel isto, da sem zjutraj pogledal na ta spisek, pa sem prišel sem, ker me ni ga. V bistvu ne vem, jaz mislim, da bo še trajalo, ker še ne vem nič o teh davčnih oazah, pa teh stvari. Tako da me date za med prvih 12 moraš biti v tujini. Tako da
Ne vem, ampak ko bom, mislim, da ne bom sam jaz navdušen, ker jaz sem mislim, da četrtinski lastnik v našem podjetju, tako da bo še par bolj navdušenih kot mene. Pa da nazaj postavljamo povedati. Ne, res, šalno stran, upamo, da čim prej. Bomo videli. Cilji so visoki, zdaj pa že še bo, kako bi rekel, glede na tisti član v menedžerju, pa glede na prikazan premoženje, pač par milijonov ljudi je bil zadovoljen, če recimo da 10-20% izmenjenega zneska, tako da bom čisto zadovoljen. Tudi če bom na 20, pa 150 mestu. Priznam, nisem videl še revije, tako da ne vem, vem, da je Tolkien Tom še kar ruži po svetu, tako da ne vem, kdaj bom sam se, kaj povem, v bistvu nočem biti skromen, ampak to mi ni trenutno cilj, no. Trenutno mi je cilj, kar smo ga letos dosegli, da postanemo v prvem letu milijonsko podjetje, tako da imam raje, da Čipolo raste milijonsko podjetje, ker če bomo mi imeli dober trg, sem tudi sam solastnik, tako da bo tudi pač to prišlo, ampak zdaj mi je najbolj pomembno res, da imamo zadovoljne stranke in da končno enkrat ljudje res nehamo zgubljati stvari. Pa cilj ne sme biti, da prideš na menedžerju, v bistvu si mora biti fokusa. Ja, najlepša hvala vsem tem sogovornikom, čas je iztekel. Ponujam pa še vam, če ima kdo kakšnokoli vprašanje. Potem pa hvala, da ste prišli na 17. Startup Cafe. Mislim, da bodo vsi trije ostali še 10-15 minut tukaj in jih lahko mogoče osebno kaj vprašate in se vidimo naslednji teden v Novi Gorici. Hvala.